Velenjčani pa znova na protestu. Dovolj nam je energomafije, dovolj je ropanja ljudi na račun bogatenja drugih. Zaradi visokih položnic za ogrevanje se je na Titovem trgu v središču mesta zbralo več kot 2000 protestnikov. Enormno visoke položnice za ogrevanje bodo pod prag revščine pahnile še več ljudi, na drugi strani pa elita, ki si na naš račun polni žepe, so opozarjali protestniki, ki napovedujejo, šli bomo do konca. Če nam ne bodo prisluhnili, bo naslednji protest v Ljubljani. Mojca Hanžič. Drugi protest ljudske iniciative Velenje, na njem pa še večja množica. Razlog pa ne le visoke položnice, po 300, 400, tudi 800 evrov na gospodinjstvo, ampak kot pravijo zatem še norčevanje občine, ki da jih je z minimalnim znižanjem toplotnega ogrevanja, zato pa s ponujeno socialno pomočjo še bolj razburila. Pričakovali so 100 večje ovacije, pričakovali so slavospeve, ker so nam odmerili košček našega denarja. Hinavsko, da bomo mi, reveži, lažje preživeli njihove podle posle. Zato ne sprejemamo miloščine, medtem ko letijo v zrak milijoni. Kaj je občina ponudila, nič, kaj nam nudi? Samo nas ropajo, pa to neč drugega, ne. Razlage, da je cena megavatne ure v Velenju med najcenejšimi v državi, da pa imajo toliko višjo porabo, pa sploh ne razumejo. Aha, vam nekaj povem. Cel mesec nisem imela odprtega radiatorja, grela sem se na klimo, ker sem hotela videti, kaj se bo zgodilo. Pa vseeno sem plačala enormno ceno, a razumete, ker plačujemo neko izgubljeno energijo, ki sploh ne vem, kam gre. Na veliko šparamo, dali so nam števce na radiatorje, da šparamo s števci. Dali so nam, na koncu nam pa še zgujejo ceno. Zaradi česa? Predaleč, če čula vse skupaj. Niti en radiator nisem imel vklopljen cel mesec. Pa 50 evrov sem dobil več. Niti en. Zato sporočajo, dovolj nam je energomafije, dovolj nam je ropanja ljudi na račun bogatenja drugih. Župani pa, uredite ali odstopite. Ali uredite zadeve, ali odstopite, ali nas bomo pa mi na tak način, kot je zapisan v Ustavi Republike Slovenije, tudi odstavili. Ukrajinski